Živi nasi narodi, ki hrepeni dočaka dan. Da koder sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Darujak prosposak, neurakle sosed bomejak. Darujak prosposak, neurakle sosed bomejak. Spoštovani tukaj zbrani, gospod župan Alojz Glavač, prisotni poslanci Državnega zbora, državna svetnica, župani in predstavniki ostalih občin, župani občin sosednje Republike Madžarske in podžupana pobratene občine Biograd na Moru, člani občinskega sveta občine Moravske Toplice, člani odborov ter komisij, ravnatelji, ravnateljice osnovnih šol, vrtcev, predstavniki javnih zavodov in javnih podjetij, predstavniki verskih skupnosti, predstavniki Madžarske narodne samoupravne skupnosti in pomurske madžarske narodne skupnosti, predsedniki krajevnih skupnosti, dosedanji častni občani občine Moravske Toplice, dobitniki priznanj in nagrad občine, občinska uprava, predstavniki medijev ter ostali povabljeni gosti. Danes smo se zbrali tukaj v Noršincih počastitev 27. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Čestitke so poslali in se opravičili. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospa Irena Šinko, minister za kohezijo in regionalni razvoj gospod Aleksander Jevšek, državna sekretarka gospa Tatjana Buzeti, državni sekretar magister Dejan Židan, direktor policijske uprave Murska Sobota gospod Damir Ivančič. Dovolite, da vam za začetek nekaj o naši vasi na kratko pove predsednik krajevne skupnosti gospod Tomaž Lopert. Hvala za besedo, Urška, Timotej, spoštovani, en lep pozdrav tudi v mojem imenu, tudi v imenu krajevne skupnosti. Pozdravljeni v Noršincih. Noršinci. Prva pisna omemba te vasi sega v leto 1365, ko je družina Šetci dobila ta del Prekmurja vlast od kralja Ludvika I. Ogrskega. Pri podelitvi tega ozemlja so bila podrobno našteta naselja, ki so bila podeljena v fevd. Takrat se naselja pojavi pod imenom Noršinc v okrožju svetega Martina oziroma Martjancev. Takrat je to naselje torej že obstajalo. Izvor tega imena je pravzaprav nemogoče ugotoviti. Če pogledamo v etimološki izvor besede, bi lahko beseda izhajala iz korena nor, ki pomeni skrivališče. V naslednjih stoletjih je vas ostala več ali manj v lasti iste družine Batani. Leta 1687 se je ozemlje z vasjo prodalo Petru Sapariju. V času Marije Terezije so se tudi v ogrskem delu monarhije začele uvajati številne reforme. Ena izmed njih je tudi uporaba enotnih urbarjev, s katerimi je Marija Terezija urejala odnose med podložniki in zemljiško gospodo. V teh urbarjih je naša vas pogosto omenjena. V 19. stoletju, v času madžarizacije krajevnih imen, so najprej vas poimenovali v Tojgleš, nato pa pozneje v Ujtojgleš, kar v prevodu pomeni hrastje ali novo hrastje, kar bi glede na sestavo gozda v takratnem času imelo nek logičen pomen. Leta 1910 je imela vas 289 prebivalcev, večinoma slovenske narodnosti. Danes ima naša vas dobrih 230 prebivalcev,
kar pomeni, da število prebivalcev v naši vasi upada. Posebej zato nas veseli, da imamo prav danes v vasi kar 2 poroki. Upamo tudi, da bodo te poroke dale nekaj mladih ljudi. Po čem je danes naša vas znana? Po kamnitem križu na začetku vasi, ki ga najdemo na seznamu nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo, napis in križ sta iz leta 1884. Potem, da bi naj po nekaterih podatkih bilo pri tem križu geografsko središče Prekmurja oziroma Pomurja. Na vabilu ste imeli geografsko širino in dolžino. Po Donšovi vili, ki jo tudi najdemo na prej omenjenem seznamu, ta vila je bila zgrajena leta 1905 in jo krasi bogato okrašena fasada in lesen arkadni vhodni del. In potem, da se je v tej vasi leta 1801 rodil Janoš Kardoš, slovenski evangeličanski duhovnik, pisatelj in prevajalec, ki ga Janko Šrebinger, največji slovenski bibliograf, ima za najplodovitejšega in najpomembnejšega pisatelja prekmurskih evangeličanov za Štefanom Kuzmičem. Ko prebirate različne razprave znanih Slovencev o tem človeku, se res moramo vprašati, ali smo za tega človeka v naši vasi in občini naredili kaj, da bi ohranili spomin na njega. V svoji razpravi, objavljeni v časopisu Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, je naš častni občan Ludvik Sočič zapisal pogovor z Vilkom Novakom, znanim slavistom, literarnim zgodovinarjem, urednikom in prevajalcem. Ta je našemu občanu Ludviku rekel: na rokaj bi ga morali nositi, njega pa vse druge, kako veliko delo so opravili. Ko sem razmišljal, koga še omeniti v vasi, me moja žena prijazno opomnila, kam boš pa prišel. Omembe vreden bi torej bil še marsikateri uspešen krajan, a se bojim, da bi nehote katerega izpustil. So pa Noršnici znani tudi po dobrih ljudeh, ki znajo biti tudi dobri gostitelji, kar smo že večkrat dokazali kot organizatorji srečanj upokojencev občine Moravske Toplice, organizatorji izjemno uspešnih in uspešnih obiskanih vaških iger. Vsem tem, ki so pri tem sodelovali, bi se moral zahvaliti in izpostaviti tudi vsakega izmed njih, tudi vse, ki so in še bodo pripomogli k uspešni izvedbi današnje prireditve. Pri tem pa naj ne pozabim naših krajanov, ki so nekoč živeli tu in se nam ob takih prireditvah vedno radi pridružijo in pomagajo. Torej, hvala vsem. Prepričani smo, da se boste tudi vi danes v naši družbi lepo počutili. Hvala. Hvala za povedano, sedaj pa k nagovoru vabim župana občine Moravske Toplice, gospoda Alojza Glavača. Dober dan, spoštovani prijatelji občine Moravske Toplice, dober dan, spoštovani prijatelji kraja Noršnice. Najprej hvala tej armadi domačinov z Tomažem Lopertom na čelu, da ste pripravili to današnjo prireditev. Vem, da vas je mnogo tudi kje druge kasneje, ampak kljub temu mi dovolite najprej to zahvalo. Potem pa tudi moje čestitke tistim, ki so se na današnji dan odločili, da se vzamejo. Namreč ustvarjajo si nove družine, vsaj 2 mladoporočenca sta iz te vasi in tako kot je Tomaž povedal, jaz mislim, da bo iz tega še nekaj. Torej iskrene čestitke. In seveda tudi povabilo za pogum vsem vam tam zadaj in tudi tu spredaj za podobne korake. Zdaj pa mi dovolite nekaj o občine Moravske Toplice. Torej, občina Moravske Toplice je občina, ki je največja po površini v severovzhodni Sloveniji. Obsega 144,3 kvadratne kilometre. In na tej veliki površini
Imamo 28 naselij, od katerih je 27 krajevnih skupnosti. V tej občini živi nekaj manj kot 6000 prebivalcev. In seveda v tej množici organiziranih ljudi imamo tudi preko 70 društev, ki delujejo v naši občini. Takšne in drugačne, povezane s športom, kulturo, tudi gasilska društva, ki imajo še eno drugo funkcijo in podobne. Vse ta raznolikost seveda predstavlja bogatstvo naše občine in seveda tudi čar naših ljudi, ker brez ljudi vsega tega tudi bilo ne bi. Občina Moravske Toplice seveda deli usodo podobnih občin v Sloveniji, ki jih imenujemo občine podeželskega tipa ali pa občine, kjer živijo prebivalci v stiku z naravo in seveda na ta način z vsakdanjo dejavnostjo poseljujejo prostor in seveda pomenijo, da država obstaja tudi na takih območjih. Priča smo v sodobnem svetu centralizaciji in seveda tudi mi nismo izjema. Mladi se mnogokrat odločijo za življenje drugje, ker so seveda ambicije, možnosti in pa karijere drugje večje. Kljub vsemu pa opažamo v zadnjem času trend tudi obratnega postopka. Naj povem, da se v občini na nek način zmanjšuje demografski zaostanek, to kažejo nekateri podatki. Med drugim, po dolgem času imajo v osnovni šoli Bogojina 2 oddelka osnovne šole in seveda nekaj teh podatkov govori tudi o nekaterih naseljih, kjer se vsaj zmanjševanje števila prebivalstva ne zaostruje. Občina Moravske Toplice namenja temu človeškemu ali pa, če hočete, pomembnemu gospodarskemu dejavniku, ki mu mnogi razvojniki tako ne rečejo, torej človeški kapital, človeški faktor, izjemno veliko pozornost. Vodimo v državi po pomoči pri ustvarjanju družine, torej pri novem rojstvu v družini, torej naša pomoč je v višini 1200 evrov. Potem štipendiramo naše študente. Pomagamo seveda tudi drugim na različnih poteh. Letos smo prvič uvedli v proračunu tudi sklad za razvoj podjetništva in obrti. In še je tega, predolgo bi bilo, da bi našteval. Zdaj pa nekaj o najpomembnejših investicijah ta čas. V občini Moravske Toplice ta čas gradimo za preko 5 milijonov evrov vodovodnega omrežja. Seveda je to ogromen sistem in seveda tudi zelo zahteven, morda tudi včasih moteč za marsikoga, vendar je to malo drugače, kot če bi gradili neko hišo ali stavbo. Se pravi, ta proces poteka po kilometrih in kilometrih površin in seveda ob tej gradnji vodovoda namenjamo tudi investicijska sredstva tudi drugim omrežjem, torej v gradnji elektroomrežja v zemljo, potem so še javne razsvetljave, pločniki in podobno. Ravno te dni se začenja investicija na Ivancih v višini 900 000 evrov. V Filovcih, kjer bo sledilo največjemu omrežju vodovoda tudi na nek način sanacijsko obdobje cestišč, bo zalogaj preko 3 milijone evrov. Potem v Sebeborcih ta trenutek poteka obnova dela naselja cestišča, javne razsvetljave in odvodnjavanja meteorne vode. In v Lončarovcih tudi seveda prenova vaško-gasilskega doma. Veliko je pa manjših investicij, ki jih pa na nek način zaokrožujemo skupaj z 27 krajevnimi skupnostmi. Tam, kjer so objekti skupnega premoženja, tam to delamo v večpartitnih investicijskih pogodbah in podobno. Ampak to morda ni najpomembnejše. Veste, da kot župan ugotavljam, da mi nikoli nimamo dovolj denarja za vse, kar bi seveda želeli zgraditi ali pa kar bi želeli imeti. Verjamem, da je tako tudi pri vseh vas doma ali pa v vseh sredinah, v katerih delujete.
Najpomembnejše je predvsem to, da zmoremo ob teh sredstvih in teh situacijah tudi tisto osnovno, kar je pomembno, kar nas dela človeške, to je čut do sočloveka in seveda občutek za solidarnost. Priča smo bili v zadnjih letih ujmam, ki so pestile Slovenijo in tudi zdaj na zadnje v poplavah so predvsem naši gasilci z naših krajev z Pomurja bili med prvimi in najštevilčnejšimi pri pomoči. In verjamem, da bomo taki tudi vnaprej. Naj izpostavim proti koncu tudi zelo pomembno stvar, to, kar sem morda že na začetku povedal, to pa je tisto, kar seveda polagam vedno znova mladim na dušo, kadar odhajajo v svet ali pa na šolanje v tuje kraje. Morda včasih v veliki vznesenosti ali pa želji po uspehih, karieri, denarju, dobrih službah pozabimo, da je življenju pomembno mnogo kaj tudi, na kar so naši predniki bili zelo pozorni. To pa je življenje v domačem družinskem okolju. Jaz poudarjam tem mladim, ne glede na to, kjer boste živeli, težko boste živeli sami svojo kariero, svojo plačo in svojimi nazivi in naslovi in ambicijami. Lažje vam bo vsaj v dvoje ali pa če nas bo več skupaj. In to bo seveda naša prednost. To bo prednost verjetno tudi evropska civilizacija, ker samo selitev v velemesta Evrope in sveta ne bo rešila človeštva. Torej, mi bomo morali živeti tudi blizu zemlje, blizu narave in na to nas opozarjajo ne nazadnje tudi dogodki, ki so povezani z vremenskimi pojavami in ujmami. Torej, za konec, iskrene čestitke vsem, ki ste danes prejemniki občinskih nagrad in priznanj, iskrene čestitke vsem, ki ste soustvarjali ta naš uspeh občine Moravske Toplice in širše in seveda iskrena zahvala vsem, ki ste nas danes počastili s svojim obiskom in prisotnostjo. Seveda vam pa želim še tukaj v Noršincih naprej lep dan in večer. Hvala gospodu županu za nagovor, sedaj pa sledi svečana seja s podelitvijo priznanj. Začenjamo svečano sejo občinskega sveta občine Moravske Toplice, ki bo tudi letos potekala združena z osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku. Na oder vabim podžupana Štefana Hula. Občinski svet občine Moravske Toplice je na 8. redni seji občinskega sveta občine Moravske Toplice dne 5. septembra 2023 sprejel sklep o podelitvi priznanj in nagrad občine Moravske Toplice. Priznanje in nagrade občine Moravske Toplice bomo podelili župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač in podžupana Sašo Kocer in Štefan Hul. Priznanje občine Moravske Toplice prejme Jožef Kulčar, Filovci, za dolgoletno uspešno upravljanje dela v prostovoljni društvi, krajevni skupnosti Filovci in občini. Jožef Kulčar je kot dolgoletni član športnega društva Filovci, dolgoletni predsednik prostovoljnega gasilskega društva Filovci, član sveta krajevne skupnosti Filovci in občinskega sveta občine Moravske Toplice, spodbujal k izobraževanju, izpopolnjevanju opreme, ustvarjanju muzeja gasilstva, sodeloval pri prenovi objektov, izgradnji igrišča, slačilnic, hale za prireditve, asfaltiranju okolice in drugih aktivnosti društev in krajevne skupnosti.
Viljem Kijanec, Fokovci, za dolgoletno sodelovanje pri različnih projektih posodabljanja življenjskega okolja v Fokovci. Viljem Kijanec je kot član vaškega odbora Fokovci, občinskega sveta občine Moravske Toplice, odbora za kmetijstvo in različnih organizacijskih odborov ter kot član kulturno-turističnega društva Ceker Fokovci in prostovoljnega gasilskega društva Fokovci se svojim umirjenim in premišljenim načinom delovanja prispeval k uspešnemu reševanju izzivov in posodabljanju življenjskega okolja. Nagrado občine Moravske Toplice prejme ženski pevski zbor Marjetice, Društva upokojencev Moravske Toplice ob 20. obletnici delovanja za obogatitev pevske kulture v občini, pokrajini in širše. Ženski pevski zbor Marjetice je maja letos proslavil 20. obletnico nepretrganega delovanja z rednimi nastopi na občinskih, društvenih in krajevnih prireditvah, popestri in bogati kulturno dogajanje v občini in pokrajini. Veliko zahvalno listino prejme Franc Kodilo, Martjanci, za dolgoletno delo na področju športa, turizma, prostovoljstva in lokalne skupnosti. Franc Kodila je kot predsednik krajevne mladinske organizacije Martjanci, predsednik krajevne skupnosti Martjanci, član občinskega sveta občine Moravske Toplice, eden od ustanovnih članov turističnega društva Martin Martjanci ter član in predsednik nogometnega kluba Čarda Martjanci, dolga leta aktivno, požrtvovalno, nesebično in predano delal na področju športa, turizma, lokalne skupnosti in prostovoljstva. Poleg nagrad in priznanj občine Moravske Toplice ima po statutu občine Moravske Toplice župan pravico o posebni priložnosti podeliti priznanje župana. Ta priznanja podeljuje župan posameznikom in organizacijam, ki so bistveno prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine. Priznanja župana prejme prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota iz Murske Sobote v zahvalo za dobro sodelovanje s štabom civilne zaščite občine Moravske Toplice ob vajah in intervencijah ob naravnih nesrečah. Jože Črnko, doktor veterine, za dolgoletno uspešno delovanje in vodenje hokejskega kluba Moravske Toplice. Podjetje Visko d.o.o. za nesebično pomoč s svojo ekipo in tehniko ob elementarnih nesrečah v občini Moravske Toplice.
Se opravičujem, ampak še eno priznanje župana je, ki pa je bilo podeljeno že lani, ni pa bilo prevzeto. In med nami posebej pozdravljam pomurskega poslanca Jožefa Horvata, ker je tudi ozdravel po 3 mesecih in ker je danes lahko z nami, da prevzame to priznanje. Zdaj, ker smo že lani prebrali obrazložitev, naj ponovim samo nekaj misli takrat. Jožef Horvat je, ne glede na to, da ni izvoljen v okraju, ki seveda ga pokriva tudi občina Moravske Toplice, pa ne glede na to, ali je v koaliciji ali opoziciji, kakršnekoli vlade, vedno deluje za celo Pomurje oziroma za dobrobit vseh prebivalcev. Občini Moravske Toplice je med drugim pomagal pri infrastrukturi, ki se še danes gradi, to pa so razni rondoji, križišče nenazadnje tudi v Bogojini je takrat nastajalo in pa računamo tudi, tako kot na ostale poslance, tudi pri prihodnjih projektih. Tako da Jože, zahvala za nazaj in prošnja za naprej. Priznanja in nagrade so podeljene, besedo imajo zdaj nagrajenci. Hvala. Če bi kdo od nagrajencev želel povedati kakšno besedo, prosim, da se nam pridruži na odru. Torej, lepo pozdravljeni vsi prisotni. V imenu nagrajencev se zahvaljujem vsem vam, ki ste nam podelili tele nagrade in opazili naše delo. Zahvalil bi se tudi vsem pobudnikom, ki so nas nominirali. Bilo je povedano, na katerih področjih smo delovali, bi pa jaz nekaj dodal. Recimo, moje delo se je začelo zelo zgodaj, ko sem bil še mladinec. Takrat smo eni mladoletni še prekrili streho šole, stare šole na Martjancih. Vse od takrat pa do danes, včasih v prvi vrsti, včasih ne v prvi vrsti delujem in se z veseljem ozrem nazaj in sem ponosen na to, kar smo ustvarili. Seveda pa ničesar ne moreš narediti, če nimaš okrog sebe neke dobre ekipe. Zato bi se zahvalil tudi vsem tistim, ki ste mi vedno stali ob strani in mi pri tem pomagali. Hvala vam. Seveda pa ni vedno vse lepo, tudi kdaj so težave. In težave smo imeli, recimo, ko sem bil predsednik nogometnega kluba, takrat smo imeli malo finančne težave, problemi z igralskim kadrom, s trenerskim kadrom in moram povedati, da je bilo kar potrebno vložiti veliko truda in napora, da smo se obdržali na tem nivoju, kot smo. Danes lahko povemo, da smo zgleden klub, ki je ponos vas in seveda tudi ponos občine Moravske Toplice. Zahvalil bi se tudi vsem vam, ki ste zdaj danes tukaj, da ste nas počastili s svojo prisotnostjo. Želim vam lep večer in da se imamo lepo. Hvala. Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Moravske Toplice, dragi krajani Noršinec, spoštovani župan, dragi prijatelj Alojz, odlični gostje, nagrajenci, lepo vas pozdravljam. Iskrena hvala, da ste zaznali, da sem tu pa tam kakšno dobro besedo v Ljubljani, v parlamentu povedal tudi za občino Moravske Toplice, za Prekmurje. Seveda pa vsak poslanec je poslanec vsega ljudstva, tako pravi naša ustava. Ko se vozim po vaših vaseh, vidim, kako dobro je bilo, da smo, naslednje leto bo 30 let,
da smo pred slabimi 30 leti ustanovili lokalne skupnosti oziroma občine. Če se spomnite, leta 1994 smo imeli prve lokalne volitve. Veliko se je v tem času zgradilo. Nekateri v velikih mestnih centrih pravijo, recimo za Prekmurje, in to zelo nerad slišim, da so recimo male prekmurske občine razvojna cokla. To ni res, to ni res. In veliko energije je potem potrebno, da razložiš, kako pravzaprav zadeve v podeželskih, malih, čeprav vaša ni mala, občinah funkcionirajo. Tukaj sem tudi zato, da se iz hvaležnosti in spoštovanja globoko priklonim vsem vam, ki se na dnevni ravni trudite, da bi bilo življenje v vaši občini iz dneva v dan lažje in lepše in da bi se k vam priseljevali tudi drugi, mlade družine. Zelo sem vesel, da imate izjemno pozitivno družinsko politiko razvito v vaši občini. Verjamem, sem prepričan, da bo rojevala dobre rezultate. Saj veste, na kaj mislim. Ko govorim o skoraj 30-letnici lokalne samouprave, si želim, da bi zbrali toliko moči v državnem zboru, da bi čim prej vzpostavili tudi drugi nivo lokalne samouprave, torej pokrajine. Prepričan sem, da bi pokrajina Pomurje v tem primeru lahko doživljala hitrejši razvoj. Danes pravzaprav vseh 27 pomurskih županov oziroma 19 prekmurskih županov pravzaprav mora velikokrat, v prispodobi povem, tudi po kolenih hoditi okrog ministrov, ki pa navadno nimajo časa za tako male občine ali pa za našo regijo. Upam torej, da bo dovolj ene politične volje, predvsem pa zdrave pameti, da bomo pokrajine tudi čim prej ustanovili in seveda takrat prevzeli tudi bistveno večjo odgovornost za našo prihodnost, za naše otroke. Iz srca vam čestitam ob vašem prazniku in lepo praznujte. Vse tja do jutranjih ur, tako kot mi znamo Prekmurci. Hvala lepa. Tudi midva s Timotejem se pridružujeva čestitkam vsem prejemnikom priznanj in nagrad. Sedaj pa k besedi vabiva vas, cenjeni gosti. Goričkega župana, poslanca postole, kaj povej pa reče. Spoštovani župan, spoštovana kolega poslanca, župani sosednjih občin, cenjeni gostje, tu v prvih, drugih, tretjih, četrtih vrstah, pa seveda drage občanke in občani občine Moravskih Toplic, ker in van je, verjamem, da za kakšnim špricerom bog še tam za mizo vrlenka, če bomo mi tu besede gostov kratki, ki sem vam leko čim hitrej pridružili. Danes je kolega Horvat podal nekaj modrih besed, kajti mi poslanci, saj pomurski, prekmurski, včasih se moramo, kot je omenil, poštiraj vlačiti za vsake evro v Ljubljane. Kajti Ljubljana nas včasih Prekmurje gleda, to so nekje na drugi strani Mure, vse koliko časa imamo z njimi probleme, tukaj se pa konča. Njihove občine so majhne, razvojno zaostale, ampak vsi to govorijo, kateri še Mure prečkali niso. Kajti jaz še vedno verjamem, da mi živimo v enem lepših koncev sveta, da Prekmurje ima potencial razvoja, ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v turizmu in to osrčje je prav v občini Moravske Toplice kot ena izven vodilnih. In jaz sem vesel, da imate tudi dobrega župana, kateri občino že vrsto let vodi dobro v prihodnost in verjamem, da skupaj bomo tudi uspeli spraviti občini Moravske Toplice nekaj dobrega. Jaz sem bil nedolgo nazaj z vodjo poslanske skupine, ko smo imeli turnejo po Prekmurju v Moravskih Toplicah, to je bilo v torek, ko smo se tudi pogovarjali o projektu vzhodne obvoznice, katera je zelo pomembna, kajti jaz sem s Kuzme, si predstavljate, koliko časa zgubim, kad se skozi Varaž peljem v Ljubljano.
tako nujno sem to čim prej. In tu je en projekt, kateri je pomemben tudi za Moravske Toplice, da se lahko obvoznica sploh gradi, to je suhi zadrževalnik. In nazadnje sva svojo trmo, in hvala tudi Tine Novak tebe, z Jožetom Horvatom, uspela prepričati zadostno število poslancev v državnem zboru, da smo oblikovali novo večino in direktno ruknili nekaj milijonov tudi za reko Muro, katera bo končno dobila nasipe in bo nehala poplavljati. Na takšen način sodelovanja tudi upam v prihodnje, da bomo vsi prepoznali potencial, katerega rabimo v tem okolju, da poslanci, kateri smo bili izvoljeni, da zastopamo interese, če smo postavi pač poslanci vseh državljank in državljanov, ampak da svoj kraj seveda malo povzdignemo. In tukaj tudi mislim, da nam bo, ko bomo sprejemali naslednji zakon o obnovi, to uspelo, da to vtaknemo noter in da nekaj dobrega naredimo tudi za vašo občino. Jaz bi vam čestital, spoštovane občanke in občani, ob 27. obletnici vašega praznika, čestitke tudi vsem nagrajencem in vse dobro tudi prihodnje. Hvala lepa. Lep pozdrav še v mojem imenu. Oba poslanskega kolega sta dala res dobne istočnice zadnjega dogajanja oziroma posluha države do naših ljudi oziroma naših občin, dobesedno vas. Res je, vsi tam skupaj v Ljubljani mestoma dobivamo občutek, češ da so odločevalci včasih na stališču, da pamet Mimo grede, danes sem bil kot pooblaščenec predviden, da omožim oziroma poročim vaše krajane, ampak sem zaradi udeležbe pri vas to odpovedal oziroma prenesel kolegici. Tako da je stvar prioritet. Ja, prioritete so pa kot rečeno, ko se vrnem tudi na oziroma zelo pomembne v Ljubljani. Res je, premnogokrat dobivamo s poslanskimi kolegi občutek, da imajo naši nekateri ministri občutek, da, kot rečeno, pamet ni enakomerno razdeljena, da si vsi ne zaslužimo enakega pristopa, ampak vsi mi tukaj imamo močen zakaj, zato bomo še našli tako močan kako. In tudi ta kako je lepo danes prikazal kolega Horvat. Sam sem prepričan, da ne bo druge, kakor drugi nivo regionalizacije. Da bomo res imeli neko platformo, kjer bo se naš glas močneje slišal, da bomo dobili konec koncev to, kar si vsi zaslužimo. Jaz lahko danes na tem mestu jamčim, da bom vse svoje napore vložil v to, da se ta proces čim prej pospeši. Konec koncev je pa na koncu samo politično vprašanje, koliko bo le teh pokrajin. Ok, zdaj pa prekinemo s tem, pa bi se samo še pridružil čestitkam vsem današnjim nagrajencem in vam prav tako zaželel dobro žurko do jutranjih ur. Hvala. Spoštovane občanke občine Moravske Toplice, spoštovani občani, spoštovani župan gospod Aloj Glavač, spoštovana podžupana gospod Sašo Koca in gospod Štefan Hulj, spoštovana predsednica Pomurske madžarske narodne skupnosti občine Moravske Toplice gospa Žuži Vogrinec, spoštovane občinske svetnike, svetnice, svetniki, ostali vabljeni gostje, lepo pozdravljeni. Zdaj, predsednik krajevne skupnosti Noršinci, gospod Tomaž Lopert, je v svojem uvodu dejal, da v Noršincih živite dobri ljudje. Upam, da mi ne bo zameriti, če to njegovo tezo malce razširim in povem, da v občini Moravske Toplice živite dobri ljudje.
V bistvu ste občanke in občani občine Moravske Toplice med seboj zelo različni. Po svojem verskem, narodnostnem prepričanju, političnem, nazorskem in drugih pogledih na življenje. Ampak vedno ste vedeli to svojo različnost obrniti v svoj razvoj in poiskati tisto sožitje, ki ga neko dobro in srečno bivanje v lokalni skupnosti nujno potrebuje. Hkrati ste se občani v občini Moravske Toplice vedno zavedali, da je največja investicija v ljudi. V vse vas, ki tukaj prebivate. Kot je župan že danes rekel, ste občina, ki za novorojenčke namenja največ ob rojstvu otroka. Sama to velikokrat izpostavljam rada v različnih razpravah, tako v državnem svetu, kot na različnih dogodkih in dajem občino Moravske Toplice kot zgled tiste občine, ki se že v svojega bistva začetka in posebej pa še v zadnjih letih zaveda, da je največja investicija v ljudi. In hkrati ste v občini Moravske Toplice tudi ljudje, ki vse tiste, ki pridejo ali pridemo v vašo občino, sprejmete z odprtimi rokami. Tudi mene ste že pred leti, ko sem spoznala partnerja iz vaše občine, sprejeli z odprtimi rokami in vedno sem se zelo dobrodošlo in sprejeto počutila med vami. In zato tudi odločitev, da si ustvarim dom v vaši občini, ni bila težka in sem ponosna in srečna, da sem si svoj dom ustvarila v občini Moravske Toplice. Iskrene čestitke vsem nagrajencem za vaš prispevek k naši lokalni skupnosti, obilo uspešnega dela tudi v prihodnje, vse najboljše ob 27. občinskem prazniku in vsem skupaj eno lepo praznovanje. Hvala lepa. Drage občanke, spoštovani občani občine Moravske Toplice, dovolite mi, da vas v svojem osebnem imenu in v imenu predstavnikov ostalih prisotnih občin prav prisrčno pozdravim in pa seveda županu in pa celotni občinski upravi iskreno čestitam na vseh pridobitvah v zadnjem obdobju. Lepo, ko je Jože dobil priznanje, stari mačak bi pravil, že dolgo časa se tudi pogovarjamo in nekako vsa čast Jožiju, da je pač na ta pozabljen del Prekmurja nekako tudi uspel, da smo izvedli določene investicije. Zdaj seveda pričakujemo od mladega poslanca, da to še dokažeta v prihodnjem obdobju. Ker kot vedno pravim, pri nas na Goričkem Prekmurju živijo delovni, pošteni, predvsem pa vztrajni ljudje, ki želimo tudi vsem ostalim omogočiti, da bomo boljše živeli. Za Ljubljano smo še vedno neka eksotično območje, ki se nas velikokrat spominjajo po dobri hrani, pa še čem, po Moravcah, po Toplicah, ki se lepo kopajo, ampak mi si zaslužimo seveda še več. Da ne bom predolg, iskrene čestitke seveda vsem nagrajencem. Mi si želimo, da bo Goričko oziroma Prekmurje še bolj razvito. Že se lahko zamislimo, da komaj sedaj gradimo vodovodno mreže v nekaterih naseljih, kar je za večino Slovencev nekako samoumevno, da voda priteče iz pipe, iz javnega omrežja. Tudi v prihodnje si želimo še več investicij, tako da vemo, da je sedaj čas poplav po Sloveniji, po veliki neurjah in pa kot sem že tudi pred časom ministre, ki so bili, s katerimi smo se srečali, vemo, da je potrebno vložiti vsa sredstva in pa napore v obnovo poškodovanega območja ob neurju, ampak to še ne pomeni, da bi na ta račun bili vse ostale območja v državi
prikrajšana za investicijska sredstva. Upam, da tako poslanci, prisotni kot tudi ostali bodo to zagovarjali tudi v parlamentu, tako ob sprejemanju proračuna kot ob ostali akti in upamo si razvoja tudi v našem obmejnem območju, ki je nekaj posebnega. Ni Toskana, ampak Goričko je pa nekaj posebnega. Seveda, še enkrat iskrena hvala vsem vam, iskrene čestitke upravi županu za uspehe, vsem vam pa želim seveda prijetno popoldan, pa tudi noč in pa mnogo uspehov tudi v prihodnje. Hvala. Vse prisotne pa sedaj vabiva k ogledu videoposnetka, ki smo ga posneli v Noršinci. S tem bi vam radi približali naš kraj in krajane. Martina, zakaj prav Noršence? Zakaj li? Odlična lokacija, pa super ceno. Noršinci živim že 64 let. Na Noršince me veže dom, so me vezali dom, starši, prijatelji in tukaj sem ostal. Te je vleklo kdaj kam drugam? Bi rekel, da niti ne. Slovenija je povsod lepo, zelo pravi, doma je najlepše. Vse mogoče pa. Ljudje, ostali so, nekaj je še tistih, ko so moje generacije, bolj malo sicer, ali te mlajši zdaj, ko je prenaša na njeti, lepe dogodke. Se z njimi pač družim, koliko se da, od sosedov do sorodnikov, pa se imamo fajn. Simona, tvoj mož potuje službeno po celem svetu. Zakaj se pa ti najrajše doma v Noršinci? Ja, zakaj pa skozi nazaj pride? Zato, ko je v Noršinci najlepše. Pištek, zakaj si rad doma v Noršinci? To mi je bilo položeno že v Zibelku, ker izhajam iz kmetije med večjimi v Sloveniji. Sem ponosen za to, tudi okolje se pohvalim, ko sem doma iz središča Prekmurja. Pa še to moram povedati, ko sem v prvem letniku kmetijske šole dobil zaradi to cvek. Ko sem središče Prekmurja, pa mi profesorica ne vrvala. Max, zakaj si ti najrajši doma v Noršinci? Zato, ko ti najboljša šalata rasti. Gospod Franc, po domače Fere, zakaj pa vi radi živite v Noršinci? Ja, vprašanje. Noršince sem se priženil 959. z željo, da bom to vas, da bom v tej vasi pomagal, da nam bo lepše, da bomo zgradili lepšo infrastrukturo in seveda, ker sem bil ljubitelj letenja, saj sem že letel prej avion,
pa sem imel željo, da se uredim svoje vzletišče in da popeljem sovaščane v nebo in jim prekažem, kaj pomeni letenje. Jose, prihajaš z Lime, vmes ste živeli tudi v New Yorku. Zakaj dnes vsakli rad poveš, ko si doma v Noršence? V Limi je preveč ljudi, je velika puščava. V New Yorku je tudi preveč ljudi in gužva. Rad imam mer, naravo in moj šumo in potok. V Noršincih je moj dom. Čeprav smo vmes z družino živeli v Murski Sobote, smo tudi ves čas obiskali Noršince, to hišo, jo obnavljali, ohranjali in ko nam življenje svoje poti nekako razveja, se potem vedno odločimo verjetno za dom in jaz sem bila odločna, da pridem nazaj. Na oder vabim Izo Šlihtuber, da nas pozdravi z recitacijo Kreslinove pesmi. Dober večer, hvala, da ste prišli, hvala, da ste prišli. Nocoj igramo za vas. Nocoj igramo vino, ljubezen in greh, spomine, gostije in žur. Nocoj igramo toplino in smeh, veselje, začetek in dur. Dober večer, pa v tako velikem številu in ob tem vremenu, nocoj se nam bodo ljubezni vrnile. Nocoj se sklepo spomin, oljke so nam ga v burju zavile. Nocoj spet dišal bo jasmin. Dober večer. Hvala, da ste prišli. Hvala, da ste prišli. Nocoj igramo za nas. S sledečo glasbeno točko pa nas bo razveselila Živa Hegeduš ob spremljavi Erika Toplaka. Ne je velika, ne je mala, skorom takša kak trpej. Samo malo ona prose, ka te srci zaškrnej. Sigdar pa jo v sebi nose, šteri zgrabi nov tutov. Sigdar pa jo v sebi nosim, srci mojo soboto. Rada imam svoj mali varaž, šterom se na raji guči. Rada imam liblini varaž,
sem s dobrimi ljudmi. Soboti bom vsikdar svoja, soboti bom vsikdar svoja, soboti bom vsikdar svoja. Rada imam svoj mali varaž, štarom se na raji guči. Rada mali blini varaž, kje sem z dobrimi ljudmi. Soboti bom vsikdar svoja, soboti bom vsikdar svoja, soboti bom vsikdar svoja, odi z meno, ještě ti. Ne je velika, ne je mala, skoro takša, kak trbej. Samo malo ona prosi, kad te srci zaškrni. Živa je zapela v Murski Soboti, ki je dejansko varaž, na katerega smo dnevno vezani. Vendar pa živimo v občini Moravske Toplice v naši Noršnici. In kako se počutimo, ko se spet vrnemo domov, prisluhnimo Kreslinovi pesmi, spet doma, ki nam jo bo recitiral Vid Rančigaj. Spet doma, tu glasneje govorijo, spet doma, tu hitreje pijejo, spet doma, tu pozdravljajo glasno, to je vas, morda zato. Spet doma, še zmeraj se poznamo vsi, spet doma, oglej ga, kje si? Spet doma, je kaj novega okrog, ima še zmeraj isto cifro nog. Vse okrog napredek, trgovine, hiše dvojne perspektive, plače trojne, glej, še raki hodijo naprej. Najlepše pesmi so o domu, še sreča srečna je doma. Mi sosed pravi, kakor komu, a raje sebi, če se da. Spet doma, tam glasneje govorijo, spet doma, tam hitreje pijejo, spet doma, tam pozdravljajo glasno, to je vas, morda zato. Vsak posameznik, kot tudi vsak kraj v naši občini si prizadeva, da bi bilo naše okolje kar se da najlepše urejeno in tako prijetno za bivanje in oči, tako krajanom kot tudi turistom. Zato vsako leto pripravimo tekmovanje v najbolj urejenem kraju v občini Moravske Toplice, ki poteka v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Na oder vabim člana komisije gospoda Andreja Baligača. V imenu komisije čisto in urejeno okolje, ohranjena naravna in kulturna dediščina, zanimivi turistični produkti, vse to vpliva na prepoznavnost kraja, predvsem pa na zadovoljstvo domačih in tujih gostov. Letos je v Sloveniji potekalo že 31. ocenjevanje krajev v okviru projekta Moja dežela lepa in gostoljubna. Zato je Občinska komisija za ocenjevanje krajev dne 6. septembra 2023 v skladu z upoštevanimi kriteriji, določenimi v ocenjevalnem obrazcu, opravila ogled in izvedbo ocenjevanja krajev v naši občini. Kraji so glede na število prebivalcev razvrščeni v naslednje 3 kategorije: manjši, srednji in večji kraj. Ocenjevali so se vsi kraji v občini, razen kraja Moravske Toplice, ki se ocenjuje na državni ravni. Ob tej priložnosti naj povem ugotovitev, da bo potrebno do naslednje izvedbe ocenjevanja krajev v letu 2024 nekoliko dodelati, spremeniti ocenjevalne kriterije,
da bodo vsa naselja v posamezni kategoriji bolj enakovredna med sabo. Sledi podelitev priznanj za najbolj urejene kraje v občini Moravske Toplice. Poleg priznanja prejme vsak nagrajen kraj tudi bon v vrednosti 500 evrov. Najlepši med manjšimi kraji so Ratkovci. Najlepši med srednjimi kraji so Mlajtinci. Najlepši med večjimi kraji je Bogojina. Za skupno sliko prosim gospoda župana, da. V naši vasi pa k prijetnem počutju radi prispevajo tudi najmlajši, ki jih prosim, da se nam skupaj z mentorico Martino Felkar Omladič pridružijo in se predstavijo svojo točko. Da v našem kraju še uporabljamo pristno domače narečje,
vas bo v Kreslinovi pesmi Pikapolonica prepričala Ajda Kavaš. Povej, Pikapolonica, ti pikica leteča, v štero stran sveta, da ljubav vodila me večna. Med križu polti in ognjišči, dolgo ali kratka, v glasno in gizdava mesta, pela tvoja cesta. Povej, Marjetica, ti rožica dehteča, ali ljubi me, ali ne ljubi me, naj kupim prstana zlata. Ne vidim daleč, ne vidim fejst, ne vidim neščen znati, mi rosa palaje v oči, ko s tvojo ljubav se godi. Povej mi, čarni kovran ti, ko to pri srci me boli, za koj mi pika ne leti, pa roža ne diši. Pika ti več ne leti, pa roža tebi ne diši, edino, ko te še boli, je tvoja srčna kri. Timotej, menim, da sva naš kulturni program pripeljala k koncu. Ali imaš ti še kaj skrito? Ne, rad bi se le zahvalil nastopajočim in občini, ki nam je zaupala izvedbo proslave. Res je, zato prosim, da se nama pridružijo gospod župan, oba podžupana, direktorica občinske uprave in tajnica občinske uprave, da se jim zahvalimo s šopki, ki ne ovenijo. Nastali so pa izpod spretnih rok naše krajanke Majde Podlesek. Najlepša hvala Noršincem za to prireditev. Pokazali ste nam, da je vaša vas še lepša, kot smo mislili. Hvala za te rože, ki dolgo ne bodo ovenele. Hvala. Na koncu pa hvala tudi vsem vam za udeležbo. Sedaj vas pa vljudno vabiva k pogostitvi in seveda k zabavi s skupino Weekend Band vse do jutranjih ur. Z vami sva bila Urška Lopert in Timotej Nemeš.